V osrčju Kamniških planin pod vznožju gora je danes potekala slovesnost v spomin na nedavno preminulega kamniškega alpinista Tomaža Humarja. Kolone so se vile že daleč pred Kamniško Bistrico. Njegovemu spominu se je hitelo pokloniti veliko število ljudi, tako iz Kamnika kot tudi iz vse Slovenije. Za red in varnost so skrbeli redarji, predvsem kamniški policisti in pa gasilci. Mnogi so to izkoristili tudi, da so se vpisali v žalno knjigo, ki je bila na razpolago pred prireditvenim prostorom. Takole je izgledal prireditveni prostor pol ure pred začetkom slovesnosti. Nato se je začelo zbirati čedalje več ljudi. No, to pa je glavni oder, na katerem je potekala spominska slovesnost. Med udeleženci smo opazili tudi premiera Boruta Pahorja in nekdanjega predsednika države Milana Kučana. Številni so tudi izrekali sožalje družini preminulega alpinista Tomaža Humarja. Nato se je začela slovesnost. In ta izkušnja, bom rekel, je ena najbolj v mojem življenju. Marsikdaj nerazumljen, velikokrat oboževan, heroj, legenda, človek proti steni, človek stena. Prisotne je najprej nagovoril župan Anton Tone Smolnikar. Izpod Kamniških planin si ponesel tudi Kamnik v svet. Planine, kjer si začel plezarijo in kjer si malo časa živel, kajti predvsem si bil v hribih, tudi v tujih hribih. Ponedeljek smo že odprli žalno knjigo, ponedeljek so prihajali prijatelji, so nevil sem štab, odprli smo žalno knjigo. Tisoči so se zvrstili v tem tednu in se vpisali v to knjigo. Mislim, da je prav, ne samo Kamničani, ampak tisti, ki so uspeli priti v Kamnik in ki so spoštovali našega Tomaža. Tomaž, v hribih, ki si jih imel rad, učivaš. Tvoji najdražji seveda razumejo to tvojo željo in dovolite, da tudi ob tej priložnosti izrečem iskreno sožalje. Nato je v imenu alpinističnega odseka Planinskega društva Kamnik, kjer je Humar začel svojo plezalno kariero, spregovoril Bojan Polak. Zbrali smo se na kraju, kjer je Tomaž začel svojo alpinistično kariero, kjer smo mu predali naše znanje, naše izkušnje, kjer je bil tudi sprejet med kamniške alpiniste. Od tu se je podajal na svoje plezalne podvige, treninge, ter se kot gorski reševalec vedno odzval klicu na pomoč, če so mu to le čas in okoliščine dopuščale. Svojo alpinistično kariero je začel leta 1987, ko se je vpisal v alpinistično šolo pod vodstvom Franceta Malešiča in Žorisa. Potem, razen enkrat, niso več navezali na vrv in tudi vedevala, sva se v zadnjih 10 letih bolj poredko, je vse to vzel resno in se je tega vedno spominjal. Tudi takrat, ko sem sam na to že malo pozabil. Ponosen sem, da je učenec postal bistveno boljši od učiteljev. Učitelj mu namreč nisem bil samo jaz, ampak še cela vrsta tovarišev na odseku. Iz mladega, iskrivega fanta, ki je hotel samo plezati, se je razvil v enega najboljših alpinistov na svetu, vodilnega alpinista, ki je iskal in našel nove smeri. In to ne samo v stenah, ampak tudi v razmišljanju in idejah po svojem vodilu ni nemogočih poti. S tem seveda ni pri vseh naletel na popolno razumevanje. Za pravo revolucijo pa je poskrbel z internim prenosom svojega vzpona delegiranja. Alpinizem je medijsko odmevno neposredno prinesel v dnevno sobo, ga po eni strani nekako razgalil in demistificiral, a po drugi strani močno povzdignil. V mirih svojih sam poživel večno. Njegova dela, ne samo v alpinizmu, ga bodo ohranjala še generacije dolgo. Meni pa bo v spominu ostal predvsem njegov močan stisk roke, njegov prešerjen nasmeh in najem obojestransko spoštljiv odnos. Danes se mu poklanjamo in se poslanjamo od njega z bolečino v srcu. Jutri bo sicer nov dan, toda ostala bo praznina, ki pa jo bodo vedno bolj napolnjevale nove skrbi, novi problemi, nove želje, nove ideje, novi cilji, novi izzivi. Življenje bo teklo naprej.
Program so popestrili tudi nekateri znani pevci in igralci. Nato so prebrali poslovilno pismo Tomaževega brata Mateja Tomažu. Mnogim so se v očeh prikazale solze. Matej Humar, mojemu bratcu. Zbrali smo se v osrčju Kamniških planin, ki so bile tebi tako ljube, v bližini tvojega Rzenika, kjer si odplezal svojo doktorsko dizertacijo. Tu je danes tvoja slika, na kateri si ves nasmejan, zraven pa šopek z domačega vrta. Tvoj angel varuh te je vsa ta leta vračal domov, tokrat pa je imel drugačne načrte. Ja, skrivnostna sopoda Gospodova. Angeli so te zgore nesli naravnost k njemu, ki si se mu lahko na svoj način najbolj približal ravno pri plezanju. Ko sem te večkrat pobaral, da slučajno ne pozabiš molit, pridno greš, si mi dejal. Moje plezanje je ena sama molitev, en sam pogovor z Bogom. In svoje življenje tu na zemlji si končal med molitvijo. Pravijo, da si bil dober plezalec, velik vzornik, navdih mladim, poln energije. Jaz vem eno, da si bil dober brat, da sem te imel rad in te bom pogrešal. Verjamem, da si tukaj zraven, zato te danes prosim, da si izprosiš milost pri Bogu, da ti dovoli, da popaziš na svoje otroka in ženo. Da izprosiš milost, da popaziš na mojega očeta, da popaziš na mojo mamo. Da popaziš na mojega brata, na njegovo ženo in njune otroke in da popaziš tudi name, na mojo ženo, na najine otroke, tudi tiste, ki morda še pridejo. Res mi je hudo, ker sem tukaj, ne bova več videla, ampak sem neizmerno vesel, da si pri Bogu in da mi je tako hudo, ker te ni več. Resnično lepo je živeti v naši družini. Trudili se bomo še naprej, da bo tako. In ko bom sam obrnil zadnji list svoje knjige, ko v zvitku knjige ne bo več nič pisalo, pa me pričakaj z nasmehom, ki si ga tako rad razdajal. Vse navzoče pa prosim za molitev Tomaževe duše, molitev za nas, ki smo še posebej prizadeti. Ne nosite rož na grobove, mrtvi rož namreč ne potrebujejo. Prinašajte jih svojim ljubljenim ljudem, ki so še živi. Bog, hvala ti za mojega brata, hvala ti, da si mi ga dal in hvala ti, da si ga vzel. Prosim, opazi na mojega očeta in mamo.